Lep dober dan. Na te moje tiskovne konferenci nekako je že navada, da ob obletnicah naredim tudi tiskovno konferenco, na kateri malo predstavim delo, predvsem pa seveda dam tudi vam priložnost, da lahko vprašate. Dejstvo je seveda, da je za menoj že 18 let vodenja občine Brežice. To smo malo se poigrali, kar pomeni, da je 939 tednov razvoja in pa dela občine, 157.788 ur je bilo v tem času, 6.574 dni in pa seveda 216 mesecev. Seveda to je kar lepa doba, čeprav seveda vemo, da je že kar nekaj županov, ki so celo dalj časa, vendar trenutno v dolenjsko-posavskim občinam sem zdaj župan z najdaljšim stažem. Zdaj je občina praktično, jaz sem že v 18 letih dal 6 volitev prek, kar pomeni seveda, da so naši občani imeli zelo veliko možnosti, da seveda dokažejo, ali so z menoj zadovoljni ali ne, kar pomeni seveda, da sem na 6 volitvah v teh 18 letih že bil izvoljen. V tem času je sodelovalo z menoj 10 podžupanov, vedno sem imel podžupane različnih političnih opcij, 3 od njih so bili tudi profesionalno upravljali, ostali pa neprofesionalno. Seveda je pa v tem času zdaj že to 6. sestava občinskega sveta, kar pomeni seveda, da nekje je bilo približno več kot 150 različnih občinskih svetnikov v tem času pri nas. Zdaj imam moje 10 načel že od samega začetka, to je sodelovanje in pa vključenost. Verjetno sem bil eden prvih tistih županov, kjer sem ukinil prakse koaliciji in pa opoziciji, kar pomeni, da smo vseh teh letih poskušali iskati kompromise, sodelovanja in pa tudi začeli praktično sistem, da se sodeluje v vseh odborih in pa ostalih stvarih proporcionalno na volilni rezultat. Včasih tega ni bilo, pred menoj je bila opozicija, koalicija, praktično tisti, kjer so bili v opoziciji. Jaz se spomnim, ko sem bil 98 leta prvi izvoljen v občinski svet do 2002, tisti, kjer so bili v opoziciji, še v odbore niso želeli dati kamoli kaj druga, da bi jih vključevali. Ampak potem smo s tem prekinili in jaz mislim, da s tem se tudi začelo neko novo obdobje sodelovanja v občini Brežice, seveda, čeprav vedno so tudi bile trenja, ampak na koncu smo našli več ali manj soglasja in tudi večina občinskih proračunov v občini Brežice je bilo sprejetih skoraj soglasno oziroma s kakim proti, ki ga vedno imaš kago v občinskem svetu, ki je vedno proti, vendar večina vseh proračunov je bilo sprejeto z dvotretjinskim večinam. Seveda, jaz od začetka sem se lotil reorganizacije občinske uprave. Ključno je bilo stabilno poslovanje od tistega časa, odkar sem jaz župan v 18 letih, nikoli občina Brežice ni imela težave, da ne bi plačevala vse v rokih, kar je pomeni seveda 30, čeprav to je zakonska obveznost, vendar v preteklosti tisti, kjer še to poznajo, vejo, da so marsikatere občine bile izjemno slabi plačniki. Danes je mogoče ta stvar bistveno bolj stabilna, kot je bila pred 18 leti. Seveda, ključno za nas je bilo dolgoročno načrtovanje razvoja, posebej še investicij, prostorskih planov in pa drugih, optimizacija javnih zavodov. Kot sem jaz prišel na občino, je bilo javni zavod za gospodarstvo, za turizem. Bolj smo imeli še posebej mladinski center in še marsikaj drugega. Dejansko tam je bilo več ali manj veliko direktorjev, pa zelo malo ljudi, ki bi delali, zato smo jih potem tudi reorganizirali, združevali in jaz mislim, da smo s tem precej naredili. Zelo pomembno seveda je bilo izboljšave prostorskih pogojev. Treba vedeti, da 2-5 leta, ko sem jaz prišel na občino Brežice, je bil nazadnje sprejet občinski prostorski plan 88. leta in je bilo zastarelo, enostavno ni bilo možno delati, ni bilo ne industrijskih con na nič, tako da praktično s prostorskim plani smo potem začeli stvari urejati. Prav tako smo veliko delali na tem fleksibilnem reševanju težav občanov in pa občank.
Bilo je vedno kontinuirano s ciljem usmerjenega vodenja, povezano z lokalnim okoljem in pa sprejemanje odločitev za spremembe. Predvsem zelo veliko dajemo na to, da poskušamo čim več dobrih predlogov tudi upoštevati. To so tudi vodila, transparentnost, zato smo tudi bili 5. občina najbolj transparentna v Sloveniji. Vzpostavitev politične stabilnosti sem že povedal, da nimamo ne koalicije v opoziciji in zato tudi jaz mislim, da bistveno manj trend, čeprav seveda v občinski sveti vemo, da so vedno, še posebej ponavadi prvih 6 mesecev do leta dni, dokler ti novi svetniki počasi sploh spoznajo, kaj je delo, pa kaj so njihove pristojnosti, tako da tudi to, kar se danes dogaja, je nekaj čisto normalna stvar in v bistvu zdaj je že glede na to, da imam že 6. mandat, je podobno zelo prvega pol leta ali pa prvo leto, potem se pa stvari ponavadi nekako stabilizirajo. Kot sem že povedal, reorganizacije, zelo pomembno je pa bilo seveda iskanje novih virov. Naj povem, takrat, ko sem jaz prišel na občino Brežice, je bil naš proračun 13 milijonov evrov, še ne, skoraj 12, od tega je bilo samo 1,5 milijona za investicije, vse ostalo se pa porabilo več ali manj samo za transfere, kajti dejansko nobenih dodatnih virov ni bilo, ki bi jih pridobil. Občinski prostorski plan sem že povedal in pa predvsem sem videl, da je zelo pomembna ta dostopnost do sodelovanja. Ključna stvar seveda so bile investicije. Mi smo v tem času približno investirali okoli 200 milijonov evrov, praktično je prenovljeno cela občina, verjetno Martin Ruzar bo najbolj se spomnil, kak je bilo včasih v Brežicah in pa marsikje drugje. Dobesedno, ko sem jaz prišel na občino, je trava rasla s pločnikov v Brežicah, da ne govorimo o stavbah, čeprav danes si še marsikdo bi želel več, vendar definitivno pa od vodovodnih stolpov v gradu in vsega mostov in vse ostalo, tako da je bilo zelo pomembno. Seveda ključna stvar pri vsem tem je pa bila, da smo maksimalno črpali evropska sredstva, zato smo tudi seveda, kot sem že povedal, od začetka reorganizirali občinsko upravo, kjer je bila glavna naloga pridobivanja sredstev in kot vidite tudi nenehno povečujemo višino sredstev. To je kar precej teh investicij. Predvsem od leta 2005 do 2018 smo vlagali v to neko osnovno infrastrukturo, to so bile šole, knjižnice, vodovodi, čistilne naprave. Treba povedati, da smo imeli takrat, ko sem jaz prišel, eno čistilno napravo v Trnji, tam pri Konjički, za katero sem tudi zadnjič že pomenil, da se še zdaj pritožimo zaradi zemljišča, ki je bila praktično nedelujoča, potem smo pa začeli obnavljati, seveda najprej za čistilno napravo dol na Mostecu, ki je za celo Brežice, potem v Globokem je bila narejena je bila v Slovenski vasi in seveda s tem smo začeli bistveno izboljševati, predvsem kar se tiče stanja okolja in pa seveda tudi na vodovodih z hidravličnim izboljšavam, zdaj delamo že druge, tako da smo precej delali tudi na tem. Seveda zdaj zadnje obdobje od 2018 do 2022, pa mislim, da že prihajamo v neko višjo kakovost investicij, predvsem, kot vidite, zdaj delamo že kolesarke, obnavljamo naše zaščitene mostove kot neka tudi vrednost arhitekturna, tako smo obnovili most, stari železni most čez Savo Krko, naredili smo most v Cerkljah, zdaj delamo most v Borštu. To so vse stvari, ki imajo posebno vrednost, grad, vodovodni stolp in pa kolesarske steze in pa veliko programov imamo tudi namenjeno predvsem, kar se tiče mehkih programov, ki so nekako usmerjene predvsem proti občanom oziroma v njihovo korist. Res je, da nas je tu malo ustavila ta korona, ampak kljub vsemu jaz mislim, da smo poskušali maksimalno v tem času tudi narediti, da se stvari razvijajo. Mi smo dobili tudi kar precej teh dosežkov, od platinasti znak Slovenija Green Destination do Evropske digitalne šole. Mi veliko vlagamo tudi v šole, od tega, da dobivajo nazive, ki jih mi financiramo, do kulturnih šol in podobno. Potem mladim prijazna občina, branju prijazna občina. Uspešno sodelujemo v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, Evropsko mesto športa smo pridobili. Občina je bila tudi uspešna na razpisu Evropske komisije za programe športa.
Prav tako pa 20 let že sodelujemo z mestom Dobženi v Češki, kjer seveda smo povezali poleg občine tudi naše šole, glasbeno šolo in pa ostale. Jaz mislim, da to so tudi te povezave. Seveda se pa redno povezujemo tudi preko projektov z določenim občinam na konkretnem projektu, ki jih črpamo direkt z Evropske unije. Seveda, mi smo v tem času delali veliko tudi na višjem standardu, sicer je gospodarstvo eno izjemno pomembno. Začeli smo z industrijskim conom v Brezini in seveda zelo pomembno je to bilo tudi, da danes smo dobili pomembno podjetje, kot je TPV Automotiv, Kovis se je noter naredil, potem še nekaj drugih lokalnih podjetij. Se mi pa vidi, da je zelo pomembno, da damo možnost razvoja domačim podjetjem, predvsem od Inota in pa ostali stvari, ki imajo svoje proizvode in tudi delamo. Kar se tiče turizma, jaz mislim, da je tudi to bil kar veliki napredek. Seveda veste, da v preteklosti je turizem bil praktično 99% nekako samo v Termah Čatež. Zdaj pa se je in pa 1% izven Term Čatež, danes pa lahko rečem, da smo prišli do tega, da je že okoli 10% nočitev tudi izven Term Čatež in pa čez 100 manjših ponudnikov in seveda tudi na tak način je zelo pomembno, da ta turizem počasi začne živeti v celi občini. Seveda mi smo pa tudi se zelo trudili za ustanovitev fakultete za turizem skupaj z Univerzo v Mariboru in s tem seveda dali možnost še višjih kakovosti. Kar se tiče kmetijstva, skozi ga podpiramo, predvsem nekako ga v sodelovanju z turizmom, predvsem vinogradništvo in pa ostale stvari se močno tu razvijajo. Veliko delamo tudi na ostalih stvareh, kar se tiče seveda te povezave turizma, kmetijstva, tako da tu jaz mislim, da so kar stvari premikajo dobro. Delamo zadnje čase tudi na teh atrakcijah, med katerimi je tudi Stolp. Upam pa seveda, da zdaj po koroni se bo to še bolj naredilo. Naša želja seveda pa je dolgoročno ustvariti pomembno destinacijo, regijsko Posavja, ki seveda je občina najmočnejša tu in pa boljše povezal kot celo Posavje v pomembno destinacijo Term Čatež in Posavja. Kar se tiče enakomernega razvoja, občina še vedno ima 20 krajevnih skupnosti, zato vsako leto v proračunu delamo na tem, da vsaki krajevni skupnosti se nekaj naredi. Zelo pomembni pa so v teh krajevnih skupnosti tudi neki večnamenski domovi, ki skozi delamo, zato ker ti vsaka krajevna skupnost ima neki svoj center, v katerem se združujejo ljudje. Prav tako tudi gasilski domovi, ki jih je 31 društev, postajajo vse bolj vaški domovi, kar pomeni seveda, da so to neki centri, v kateri se združuje. Veliko se pa delalo tudi preko participativnih proračunov, tako da se v vseh krajevnih skupnostih nekako razvijajo določena takšna središča za druženje ljudi. Zelo pomembno seveda mislim, da je tudi samo zdravstvo. Jaz lahko rečem, da smo v občini Brežice lahko zadovoljni, da v teh časih, ko veliko poslušamo, ko pomembna mesta, mogoče tudi taka kot so Ljubljana ali pa katera druga, nimajo dovolj zdravnikov, da ne govorim mesta, ki so bolj na obrobju Slovenije. Pri nas lahko rečem, da zaenkrat imamo kar pokrito dobro zdravstvo. Res je, da zdaj mi imamo že drugo težavo, da imamo premalo prostorov, zato seveda tudi v tem trenutku širimo zdravstveni dom, kajti če ne bojo kvalitetni pogoji za delo, tudi ne bomo dobili zdravnikov, tako da to se mi vidi pomembno, prav tako zobozdravnike. Tako da mislim, da to je pomembna naloga, čeprav ljudje na to čas pozabljamo. Zelo pomembno seveda je pri nas izobraževanje, to smo že povedali, poleg osnovnih šol 8 in pa eno podružnost, da ta mreža šol naprej razvijamo in pa pomembno in pa ključno je, da smo vse te šole tudi energetsko sanirali, jih obnovili, kar pomeni, da so pogoje dela v teh šolah, lahko rečem, odlični proti marsikateri občini drugi. Kar se kulturne dediščine tiče, sem pa že danes nekaj omenil, seveda poleg tega je še grad Brežice in pa veliko drugih kulturnih spomenikov, ki jih financiramo, spodbujamo te obnove tudi preko proračuna. Tako da občina Brežice ima na tem področju kar veliko kulturno dediščino, ki je pomembna. Kar se tiče samih javnih zavodov, jaz mislim, da so pomembni predvsem, kar se tiče oskrbe naših občanov, tako da pri teh javnih zavodov jih še vedno imamo, so od športa
potem javni zavod za podjetništvo, turizem in pa mladino. Prav tako seveda knjižnica, šole, ki jih upravljamo, Posavski muzej in pa ostalo, tako da v občini imamo 18 javnih zavodov in jaz mislim, da res imajo zelo pomembno vlogo, predvsem tudi v teh koronskih časih se je pokazalo, kako pomembno je. Ogromno pa občina Brežice v tem času tudi imamo neposrednih pomoči občanov, tu smo precej jih povečali, tako da lahko delujejo, pa sem jih tudi nekaj naštel, vendar jaz mislim, da je zelo veliko tega bilo narejenega, predvsem tudi zadnje čase veliko delamo s tem, da omogočamo starejšim neko pomoč, e-oskrbo, razne telefone in tudi v koronski krizi naši občani so bistveno manj bili prizadeti kot marsikateri občina, tudi tiste omejitve gibanja na občino se pa nam kaj dosti ni poznalo, kajti jaz verjamem, da je občina Brežice tista, ki omogoča praktično vsem našim občanom večina zadovoljanja tistih osnovnih potreb, ki jih rabimo, da so si lahko naredili. Če grem še na kratek povzetek, to je bilo enakomerni razvoj vseh krajev, ohranjanje čistega okolja, to smo delali kanalizacije, čistilne naprave, vodovode, nizkoenergetske objekte. Investicije v večjo prometno varnost, to je ogromno bilo cest, infrastrukture, pločnikov, kolesarske stez, transparentnost delovanja občine, se mi vidi, da tu smo precej naredili tudi na spletni strani, vsak si lahko pogleda večino stvari danes, tako da smo tudi veseli, da so nas tudi na državnem nivoju prikazali kot peto najbolj transparentno občino v Sloveniji. Močna rast investicij, to sem že omenil. Potem ohranjanje in povečanje proračunskih sredstev za posameznike in društva. Se mi vidi, da tudi tu smo bili uspešni, predvsem smo bili pa uspešni zato, ker smo uspeli za investicije dobiti evropska sredstva državna in na tak način seveda tudi uspeli zadržati sredstva za nemoteno delovanje tako društev ali nevladnih organizacij, ko radi rečemo, preko 300 jih je in pa seveda smo še vedno dali tudi spodbude podjetništvu, kmetijstvu in pa turizmu. Zadnje leta delamo precej tudi na participativnem proračunu, tako da tudi še za letošnje leto imamo sprejeto učinkovitost občinske uprave. Tudi tu smo se precej seveda s tem igrali, predvsem naša občinska uprava je verjamem tudi strokovno dobro usposobljena. Večina so to ljudje, ki imajo visoke ali celo univerzitetne izobrazbe in jaz verjamem, da smo kos marsikomu, tudi ostali v državnem nivoju, jaz verjamem, da nas cenijo in velikokrat pridejo tudi v občino Brežice si pogledati, kako imamo organizirano ali pa kakšne izkušnje. Ena od teh stvari pa verjetno tudi to, da sem bil v petek že ponovno tudi izvoljen v predsedstvo skupnosti občin, kjer je vključeni 180 občin, kar pomeni seveda tudi ostali smatrajo, da smo občina Brežica ena od občin, ki smo lahko vzor marsikomu. Kar se tiče uspešnosti projektov, seveda občina je izjemnega pomena tudi z geostrateškega vidika, v nam so res pri nas ali pa v neposredni bližini izjemno pomembni tudi državni projekti, zato je pri nas pomembno, da sodelujemo. Mogoče prav, da povemo, da v tem času je bilo, mislim, da 7 vlad se že menjalo, odkar sem bil župan, z vsemi smo našli skupne jezike, z enimi mogoče malo bolj, z enimi manj, vendar definitivno je sodelovanje občine z državnimi inštitucijami vedno pomembnega, predvsem seveda vemo tudi, da so letališče, hidroelektrarne, podvozi, državnih cest imamo ogromno, potem seveda državnih tudi šol kot bolnica je pri nas pomembna in pa še marsikaj, tudi seveda bližina nuklearke, tako da sem prepričan, da je naš prostor zelo pomemben. Vemo pa, da tudi sam Schengen je tist, ki je dal poseben pečat tudi občini Brežice, še posebej leta 2015, ko je bila tu se odvijala tista najtežja begunska kriza v Sloveniji v vseh oblikah. Marsikdo v Sloveniji sploh tega ni doživel. Tisti, ki se pa še spomnite, kako je bilo takrat, je bilo pa tu res kar
izjemno pestro in verjamem, da če ne bi imeli dobro razvite tudi vse te podporne službe, zaščite in reševanje, bi bilo tu pri nam bistveno težje. To nam velikokrat priznajo tudi na državni nivoju, največkrat pa seveda še prav ta današnji minister za notranje zadeve, ki je takrat tudi tu bil v imenu države skupaj z nami v begunski centru in zelo dobro ve, da smo pomembno vlogo odpeljali tudi v občini Brežice. Mislim, da je zelo pomembno, da smo uredili tudi komunalne storitve, predvsem sem zelo ponosen, moram še povedati, čeprav je zdaj to glavna politizacija, kar se tiče javnega podjetja komunalnega, vendar definitivno je to za tako občino nujno, da imamo svoje podjetje v 100% lasti, da seveda imamo mi vpliv, ne pa da ti pogojujejo neke koncesionarje, pogoje dela in pa potem na koncu samo zahtevajo položnice oziroma naročilnice za delo, ko jih pa kaj vprašaš za ostalo, imaš pa vedno probleme. Se mi vidi, da prav je, da poudarimo, da smo tudi postali v tem času univerzitetno mesto zaradi fakultete za turizem, kajti s tem tudi seveda se lahko pohvalimo z mesti, ki imajo izobraževanje na visokem nivoju. In pa seveda pomembno je bilo tudi, da smo si pridobili v tem cajtu kar še nekaj dodatnih virov, ki jih mogoče tudi druge občine nimajo. To od Morsa, Rentenek, koncesnine, hidroelektrarne in pa EU sredstev. In to verjamem, da je tudi glavni cilj oziroma glavni rezultat tega, da v občini Brežice lahko rečem, da smo v zadnjih letih precej uspešni in pa prenovili. Seveda, kar se tiče naprej, prihodnji izzivi so še cilj predvsem zagotoviti kakovostno okolje za občane in obiskovalce. Moje načelo nekje je, da če bo občina prijazna in pa kvalitetno okolje imela za življenje občanov, bo tudi kvalitetno in pa zanimiva za turiste in seveda tam, kjer imaš to urejeno, če so občani nekako zadovoljni z svojim okoljem, verjamem, da bodo tudi turisti in da bomo na tak način lahko še več naredili na tem. Seveda si pa želim, da naša občina ostane še naprej pomembno prireditvena občina z pomembnimi dogodki v Posavju in pa širše. Kot sem že povedal, moje vodilo je, kjer se dobro počutijo občani, se bodo dobro počutili tudi obiskovalci. Zato seveda bomo še naprej strmeli k tem, da bo to zelena, trajnostna lokalna skupnost, predvsem čim bolj energetsko samooskrbna. Veste, da smo mi v občini energetsko sanirali večinoma že naše šole in pa javne zavode oziroma javne stavbe. S tem smo seveda šli k tistim korakom, ki pravijo celo, da naj bi bil drugi korak, najprej, da narediš učinkovito, da zmanjšaš porabo, da se te viri spremenijo. To smo mi naredili, zdaj bomo pa verjetno še morali več narediti, da bomo tudi pri sončnih elektrarnih pa ostalim čim bolj samooskrbni, da ne bomo več toliko odvisni od trenutnih tržnih cen energije na trgu. Seveda pomembno je še naprej šolstvo, zdravstvo, različne pomoči občanov. Želimo si tudi povečati fond stanovanj in pa seveda z prostorskim planom smo omogočili gradnjo novih stanovanj. Jaz mislim, da v naslednjih letih se bo v Brežicah zgradilo vsaj 300 novih stanovanj. Približno zdaj se jih že gradi skoraj 200, pripravlja se nov prostorski načrt za novo sosesko in pa želje tudi so, da bi se še na drugih krajih, kot je Dobov in pa podobno, gradili tudi določene stanovanjske skupnosti in pa seveda tudi želje je, da se tudi neke bivalne enote začnejo še delati za starejše na različnih krajih. Kar se tiče gospodarstva, seveda bomo še naprej stremeli k pridobivanju podjetnikov. Seveda naš cilj pa je, da so to res podjetniki z višjo dodano vrednost in pa bolj z lokalnega okolja. Seveda pa ni nič narobe, če pridejo tudi kakšni tuji vlagatelji. Sodelovanje z državo in pa seveda po drugi strani pa tudi zahteve, da se izpolnijo vse zaveze do občine.
Potem seveda enako z direkcijo sodelovanje in pa naša želja je, da pride še na koncu vseeno do gradnje tudi hidroelektrarne Mokrice kot zadnje v verigi. S tem bi se veriga zaključila in pa tudi poplavna varnost bi se zagotovila, prav tako bi se pa seveda tudi uredila vsa infrastruktura, ki nam še manjka, ki naj bi se sočasno ob sami hidroelektrarno vključno z mostom novim, ki naj bi prišel od Rondoja pred Termončatami do Trnja. Prav tako seveda si želimo, da bi se razvil v naši občini tudi gospodarsko-logistični center Feniks, vzhodna obvoznica, potem pa tudi želimo imeti pomembno vlogo pri načrtovanju drugega bloka. To verjetno tisti, ki ste me spremljali, veste, da je moje vodilo malo drugačno od drugih. Jaz mislim, da oziroma čeprav lahko rečem, da tudi druge občine sprejemajo nekako moj pogled, da je potrebno, če bo prišlo do drugega bloka, narediti razvojni program, ne samo energetski, tudi ostale vse storitve morajo k temu slediti, pa naj bo to do razvoja šolstva, zdravstva, infrastrukture, stanovanj, pa da ne govorim tudi o podjetjih, ki bojo visoko produktivne oziroma z višjo dodano vrednostjo, tako da jaz mislim, da če že pridemo do tega, je potrebno doseči to, da bo regija Posavja res postala regija, ki bo zanimiva za življenje, za bivanje, ne pa da bo samo neka regija, ki bo imela strateške državne objekte, od katerih bojo pa na koncu ljudje še vedno bežali ali pa dobili neko malo nadomestilo, nek bo pa nekega bistvenega razvoja predvsem in pa priložnosti za mlade, ki imajo dobre ideje. Tako da sigurno naša želja je tudi še naprej močno oblikovati regijo Posavje in pa se čezmejno povezovati. Tako da to jaz mislim, da sem na kratko povzetek naredil in pa malo še za naprej. Dejstvo je seveda, v teh 18 letih je bilo ogromno narejenega, treba povedati seveda, da za te rezultate nisem sam zaslužen, da je to veliko še ljudi, ki so veliko naredili, pa naj bo to v javnih zavodih, javnih podjetjih in pa tudi v občinski upravi. In moje kot župana, ki sem tudi po profesiji menedžer, ki sem imel 20-letne izkušnje v gospodarstvu, preden sem prišel na občino, je, da vse te subjekte čim bolj povežem in da od njih dobimo tiste najboljše rešitve, da jih damo skupaj na skupni imenovalec in da naredimo več za to, da bo v naši občini bilo prijetno bivanje in življenje za nas, za naše zanamce in pa tudi za goste, ki prihajajo.